Danes je ponedeljek, ura je 10:14, nič se ne dogaja, nič ne delam, super sem primer za voditi videodnevnik ali vlog, če hočeš. Ampak, danes bo prav poseben dan, zato sem tudi prižgal kamero, zato ker sem si zadal par ciljev. In sicer, dobiti službo in pridobiti lepo dekle. Nikoli delal, srednja šola, nobenih izkušenj, nobenih nagrad. In to je tvoj življenjepis, ki si ga prinesel v polivinil vrečki. Spominjaš me na mojega sina, letnik 88. Leži doma in igra videoigrice. Dovoli, da ti nekaj povem. Mi dovoliš? Ja. Gnusiš se mi. Ti si ziher eden tistih, ki se doma namažejo z oljem in se potem plazijo po tleh kot polži. Ampak to pri meni ne gre. Pri meni je delo. Delo in še enkrat delo. Pa tu pa tam kakšna savna. Kaj bi zdaj dal za eno savno? Sem moram gledati to tvojo leno faco. Mateja? Ja? Koliko se vam gravža tale fant, ki je ravnokar prišel k nam v pisarno? Velik. Koliko je to velik? 60. Hvala. A si slišal? Na lestvici od 1 do 60 si dosegel 60 točk. Maksimum. Čestitam. Ja, a to pomeni, da sem sprejet ali ne, ali ne štekam čist? Veš kaj? Si. Sprejet si. Dobrodošel med nami, sodelavec brat. Ok. Nisem glih tega pričakoval, ampak ok. Super. Mateja, Ja? prosim, pripravite pogodbo za novega sodelavca. Na katero ime? Luka Matič. Luka Marjetič. Luka Marcetič. Bom uredila. Hvala, Mateja. Tako. Še delovni pogoji. Piše spizdi. Tako je. Spizdi in da te ne vidim nikoli več. Aha, še nekaj. Tukaj imaš kontakt od mojega sina, da si boste lahko porivala virtualne puške v riti. Da te ne vidim več. Tako je. Mateja, Ja?
Pokličite, prosim, varnostnike. Ok. Cool je. Bom jaz kar šel. Štekam. Hvala za pač karkoli. Ja. Torej, pridobiti službo. Pizda, pa sem mislil, da bom lahko rekel ček, ampak ne morem. Sem mislil, da bom lahko šel na drugo točko, pridobiti lepo dekle, ampak se mi je življenje čisto zakompliciralo, ker sem srečal najbolj hiperaktivnega papka, ki ga je svet kdaj videl. Duško ta. Ej, Luka! Ne se hecat. Duško Dogovško. Ja, sam nisem več Doguško. Operacija. Hej, kako si? Dobro, kaj pa ti? Evo, dober, bo, super, vidiš. Tukaj sem, super sem, evo me. Ha! Torej, to fazo, kako si pogovor smo končali, zdaj lahko gremo naprej. Ti pa si je norček, hej. Zase bi rekel, da nisem smešen, v resnici sem ful tečen, folk sam misli, da se hecam. Ampak ni tako. ni res ni tako. Dej, kdaj si bo dobila kaj, no? Ja ne vem, a lahko števa toliko, da so se dobila, pa je to. Dej, ne seri. Daj imaš caj, danes, jutr? Pojutršnjem? Po pojutršnjem? Čak, vem, ne mi pojed. Po pojutršnjem. Čist. Dejansko glih takrat imam vse zaseden. Ja, s čim? Delam. Skozi delaš? Skozi. Tako pač cel dan prijem domov zvečer, si pogledam kak film, grem spat in to je to. A ja, kje pa delaš? V življenju obstajajo male bele laži. Obstajajo pa tudi... Imam svoje podjetje. Opa, gleda, slovenski Donald Trump. A slovenski Bill Gates? Ne, čak. Slovenski Zoran Janković. Tako nekako, ja. Ja, dej se slišva, pa bova spila kaj. A ti imaš isto cifro? Imam, ja. Nimam. Mala bela laž. Mehna. Mojo še imaš? Imam. 041 840 392 300... 041 41... 840. Ja, nič 40... Ja, 3, 9, 8, 6. 403. Imaš? Je kul, lejk. Se slišva kadarkoli po peti, meni je kul. Kakšno spijeva pa rečeva. Ok. Se slišva? Med peto pa šesto. Je kul. Ej! Sej v bistvu kadarkoli po šesti. Do 10 sem po konc, pa grem pa spat, tako da kadarkoli. Je kul? Ajde! Na ulicah pogosto stojijo ljudje, ki jim rečem človeški pop-upi. To so tista nezaželena okna, ki se odpirajo med brskanjem po netu. In na kompu lahko mod pritisneš X in se znebiš tega okna. Medtem ko v živo se še ne znajdem tako. Živa. Ok, na tale trenutek sem se dolgo pripravljal, vadil sem, sedaj je šansa in gremo. Živijo! Živa. Zbiramo denar za starejše, ki so ostali brez družin, pa nimajo denarja za dom za ostarele. Bi želeli kaj prispevati? Ne. A ste prepričani? Ja. Z nekaj evri lahko priskrbite streho nad glavo starejših.
Ne. Kje pa vi živite? Tukaj nek zakaj. Je vaše stanovanje? Ja, je. Mislim, tako od pokojne babice v bistvu, ampak ni... ok. Vem, kam to pelje, ampak ni tako, kot zgleda. A se res ne bi našel kakšen evro? Že eden je dovolj, ampak lahko podate, kolikor Kaj hočete. je 1 evro? To rabiš sam ti, da te plačajo. Zakaj ne iščeš pol 2, da nekaj zaslužiš s tem, ali ne gre to tako? Hvala za skrb, ampak jaz to delam kar prostovoljno. Luka! Čau, kaj zdaj? A moto? Ej, še enkrat se vidva po pijačo plačaš. Kaj, a sem zmotil? A sta se ljubčkala, golobčka? Pravzaprav zbiram denarne prispevke za ostarele, ki nimajo strehe nad To je glavo. pa ful lepo. A bi želeli kaj prispevati? Ja, jaz nimam nič, ker Luka tukaj je pa podjetnik, tako da. A daj, podjetnik. Podjetnik s stanovanjem v centru. To je pa zanimivo. V bistvu ni točno... Ja. Imam samo SP, nisem glih nek hud podjetnik, da bi rekel. S čim se pa ukvarjaš? Če sem se nekaj danes naučil, je to, da se v življenju res ne splača lagati. Sistemski analitik, torej sistemi, monitorji, računalniki, printerji, skenerji, sistemi pač. A potem bi se našel kakšen evro? Veš, da se bo našel, no? Tej, se za dober namen, ajde. A bo 5 v redu. Super bo. Tej, kaj si že, daj še 10. Se za dober namen. Ja, jaz ne bi imela nič proti. Seveda, da ne bi. Se za dober namen, no. Hvala. Hvala tudi vama, zdaj se pa opravičujem, ker se gremo bit. Nasvidenje. Ej, nord tip, ej. Ajde. Ja, ti? A to je vaš prvi otrok? Ja, res je. In definitivno ne zadnji. O, seveda ne. Koliko je pa lušano, ne? Jaz tudi, ko sem rodila, sem takoj rekla še enega. Da sta si za družbo, no. Je fajn, da imaš bratca ali pa sestrco, a ne? Za naslednjo upamo, da bo punčka. A, ker zdaj je fantek. Tako je. Aha, kako mu je pa ime? Lun. Lun. To pa zanimivo. Ja, nismo hoteli, bo nek klasičen Domen, Žiga, Luka. A ja, Štefan, France. Všeč nam bilo žensko ime Luna, ampak ker je bil fantek, smo šli z imenom Lun. Meni se zdi zelo lepo ime. Ja, za naprej razmišljamo, da bi mogoče Mars ali pa Mars. Marsa. Oh, zakaj? Ker je bila potem tako povezana kot planeta v vesolju. Kako lepo. Mars. S tem, da pač Luna ni planet, ampak naravni satelit, 5. največji v našem solarnem sistemu. Mudi se mi pa, če lahko. Izvolite, srečno. A lahko s kartico? Ne, Skaj pa ne? ker terminali ne delajo. Seveda. Karma je prasica. Prasica skrbimo prav pozneje, ker zdaj imamo pravek z drugim ciljem za danes in sicer pridobiti lepo dekle. Luka Marčetič je mene povabil na pijačo. Zakaj pa ne? Ja, zato, ker si kot duh, se te nikjer ni nič videti. To je res. Fotor me je fuknil ven iz stanovanja, kao moram se postaviti sam na noge, na novo zaživeti. In zdaj se jaz trudim na novo zaživeti. Bolj na silo, ko ne. Zato vabiš pol bivše na sprehode. A? A veš, če bi klical normalne punce, Aha. tako rekoč, Ja.
Je malo čudno, ker se z mnogimi nisem že dolgo videl in pol, če se nisi dolgo videl, pol na misli, kao, češ dan zdaj peca neki tukaj. Aha, ali pa da hočeš bivše nazaj. A? Kdo bi tebe hotel nazaj kot prvo? Kaj? Ej! A si bila dobra punca, no? Boljše že kot una, ki si imel pol. Iva. Iva, ja, Iva. Kaj te pustila, ne? Zaradi Amirja? Samirja. Vsema spredi. Ja, whatever. A ti imaš kar ga zdaj? Ne. A pol misliš, da bi lahko mi? Ne. Sovražim te. Jaz res rad sprobavam stvari z direktnostjo. Ker v bistvu, kak boš drugače karkoli dugo? Stojiš zraven ene ženske, ki ti všeč in ne boš nič naredil in boš sam stal? Probaš. A bi šla ti mogoče z mano? tipa. Prav vedel si, da že dolgo nimam noč, ne, in si to izkoristil. Facebook, FT2V. Grozen. Hej! Ampak ne bom lagala. Veselje. Hvala lepa. Pa ne ti še zmed mesto kul. Sam sem posal seksat po toliko dolgem času. Ok, prvi del bom preslišal in pol bom pogovor normalno nadaljeval naprej. Kaj je zate dolg časa? 1 mesec. En mesec, jaz posrednji nisem 1 let starima. To v bistvu ni pohvala. Se ti opas. Ej! Okej. Se vidva. Kakor tako me boš izkoristila, pobrala šila in kopita in šla. Pa kakšen šila in kopita? Besedna figura, za katero je značilno poimenovanje določenega pojava z izrazom, ki označuje v navadni rabi kak drug podoben pojav. Idiot. Metafora. Grem. Kaj pa Ljubčka? Sani. Pridobiti punco. Ček. Končno sem lahko uporabil to besedo. Zdaj pa še tretji cilj. Ta nov cilj, ki sem si ga zadal zaradi današnjih situacij. Opravičilo. In se ti zato iskreno opravičujem. Vem, da sem zagal, vem, da sem vse zajebil in zdaj se ne boš hotel več družiti z mano ali me pa klicati. Ampak tako pač je, ne, res škoda. Aha. Sploh ne vem, če je že bil kdo tako iskren z mano, tako da cenim. Če sem jaz iskren s tabo, jaz mislim, da je to sam trdil na eno prijateljstvo. Tako. Glej, pa sej ti ne bilo treba lagati, sej veš to. Jaz bi zastopil, ker tak pač sem. Sem, evo, dušen sem, tak sem, to je. Glej, cifre mava, se pokličeva, ring, 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 si poveva mano in mano, pa je to. Mislim, sploh ne vidim problema, res. Ej, če sva že glih pri tem. Kaj če bi jaz danes prespal pri tebi? Kaj praviš? A? Jebi se. In tako se je končal moj napol uspešen dan. S čisto vestjo. Tako bi se mogel vsak. Pri meni in pri vseh. In to je najbolj pomembno. Kot je nekoč dejal en veliki hrvaški mislec, moglo bi biti, da je lakše umriti, nego ljudima reči oprosti. Živja?
ne maraš? Zakaj me ne maraš? Zakaj me ne maraš? Zakaj me ne maraš?